18-letnica je bila proti koncu prvega trimesečja, ko so jo ustrelili v njenem avtomobilu. Žina torbica je tam, njena denarnica je tam, vse tam. Oba sedeža sta spuščena nazaj. Prav, kar pomeni, da verjetno tam sedijo in se sproščajo, mogoče se je kaj zgodilo. Njihov glavni osumljenec je oče njenega nerojenega otroka, ki skriva svoje lastne skrivnosti. Rekel sem samo, nehal sem se zapletati z njo, ker je začela pisati moj punci in pol je rekla, veš, ja, midva sva bila, sva se dobivala, bla, bla, bla. To je Inside the Crime, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Preiskovalci so za aretacijo potrebovali skoraj 1 leto, vendar je bila preiskava šele začetek. Sledil je sodni boj, ki se je končal s presenetljivo kaznijo. 11. november 2022. Nahajamo se v Sanfordu na Floridi, mesto približno 30 minut severno od Orlanda. Tik pred polnočjo je policist policijske uprave v Sanfordu opravljal rutinsko patruljo v bližini Coastline parka. Takrat je policist v sivem Nissanu odkril neodzivno žensko. Vsa vrata so bila zaprta, razen sprednjih vrat, ki so bila odklenjena. Ja, mislim, da ima najboljša osebnost. Kdo je bil prvi, ki je prišel do nje? Ne vem, kako dolg je kdorkoli zadržal vojake. V redu. Kje je ona? Kje? Ona je tam spodaj. V redu. In tam so bili, ko je prišla sem. No, mislim, da to ni bilo jasno. Nihče ni bil tukaj. V parku nihče. Mislil sem, da je bežal. Torej ne vemo, kdaj se je to zgodilo. Policisti so v svojem poročilu zapisali, da je bil avto, ko so prvič prispeli, prižgan in da so bila vsa okna zaprta, razen voznikovega. Po sodnih dokumentih, ki smo jih pridobili, citiram: na tleh poleg zadnjih vrat na voznikovi strani je bila kri in kri je bila tudi na zunanji strani voznikovih vrat. Na voznikovem sedežu vozila je bila neznana belka. Sedež je bil nagnjen nazaj in ženska se ni odzivala zaradi očitne strelne rane. Na voznikovih vratih je bila kri in nekaj, kar je bilo videti kot lasje pokojnice, prekriti s krvjo. Na tleh pred sovoznikovim sedežem je bila majhna torbica, ob natančnejšem pregledu pa je oseba, ki daje to izjavo, opazila vijoličen mobilni telefon med nogami pokojnice. Žrtev je bila identificirana z vozniškim dovoljenjem kot 18-letna Kaylin Fiang. Sodni dokumenti navajajo, citiram, da je bilo en prazen 9mm tulec najdeno na tleh zunaj vozila, blizu zadnjih vrat na voznikovi strani. Nadalje je zapisano: na podlagi celotnega prizorišča ni kazalo, da bi šlo za rop. Okoli 1 ure zjutraj so bili policisti obveščeni, da je ena od Kaylinih prijateljic pravkar prispela na kraj dogodka in jo iskala. Jaz sem preiskovalec. V redu? Nisem prepričana glede ničesar, kar se dogaja. Ampak prišla si sem in želiš govoriti samo o svoji prijateljici. V redu. Torej, to ima zvezo z njo. Ja, o bog. Si na telefonu? Lahko odložiš? Nisem na telefonu. V redu. Imaš osebni dokument pri sebi, ker se rada identificiraš, ko... V redu, ne. Nimam ga pri sebi, ker sem samo stekla iz hiše, ker sem imela občutek, da nekaj ni v redu. Je to tvoja prejšnja zveza? Je to tvoja prejšnja zveza? Ne, to je moj oče. Imam vozniško dovoljenje in podatke. Mislim, imam, kot da imam vozniško dovoljenje in svoj dokument. Ja, povemo še priimek osebe. Christine Simon. Simon razkrije nekaj podrobnosti, ki vse spremenijo. Pove, da Kaylin ni bila naključno v Coastline parku. Tam je bila, da bi se z nekom srečala. Pravzaprav ste jo našli tukaj. Moram ti zastaviti nekaj vprašanj. Preden se prestrašiš ali kaj podobnega, je pomembno, da se zbereš. Prosim. Prosim, ne, ustreli. V redu, torej globoko vdihni. Vse, kar mi poveš, je res koristno za nas, da ugotovimo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Kdaj ste nazadnje govorili z njo? In kako vam je ime? Kako je ime vaši prijateljici? Moji prijateljici je ime Kaylin Fiang. V redu. In kdaj ste nazadnje govorili z njo? Je bilo to po telefonu ali prek sporočila? V redu, povedala vam bom natančno. Pokazala vam bom. Nazadnje sem govorila z njo ob 7:08. Simona, pritisni številko 1. V redu. Hvala. In o čem je bil pogovor? Lahko to vidim. V redu, bila je v redu. Torej ima sina, ja? V redu, torej ima sina. Preselila se je, ker se nekaj dogaja. Tam je zanosila z nekom drugim, kukorkoli. In on je imel je drugo žensko, s katero je imel otroka. In potem je bila z nekom, ki je imel otroka. V redu. O moj bog, ne morem, ni možnosti. Tako mi je žal. V redu je, tako mi je žal. V redu. Torej. Odpeljala bo svojega sina k hiši očeta, svojega prvega otroka. On je... Ali kdo drug ve, da je moj fant, ker sem bila z njim na telefonu in je bil tako... V redu, povej mi, torej govorila si z njo. O čem je bil pogovor? Pogovor je bil o tem, da mi je povedala, da se bo srečala z očetom njenega drugega otroka. Njegovo ime je Donovan, v redu. In ona bo... Kaj misliš s tem? Oče njenega drugega otroka? Ne oče tega otroka. Ne oče njenega trenutnega sina. V redu. Ne njegov oče. Je noseča?
Je, v redu. Koliko mesecev? Ona je, ne zgleda velika, torej je 13 tednov noseča. Torej se je nameravala srečati s tem očetom otroka. Nameravala se je srečati z očetom svojega drugega otroka, ki ga pričakuje. Prav, v redu. In kako mu je ime? Donovan. Preiskovalci so Donovana identificirali kot Donovana Faisona. Verjamejo, da je on oče Kaylininega nerojenega otroka. Policisti so v svojem poročilu zapisali, da njegov naveden naslov ni bil daleč od kraja zločina. Ni vztrajal pri srečanju. Ampak nočem reči, da je nekako rekla, samo šla bom, da ga srečam. Jaz pa sem bila bolj taka, ne, Kaylin. Mislim, da bi ga morala samo poklicati. Mislim, da bi se morala pogovoriti po telefonu. Pač bla, bla, bla. Torej, ali je bil kdaj tvoj prijatelj na Facebooku? Ne, vsaj kolikor vem. Si kdaj hodila z njim? Ne, vsaj kolikor vem. To je moja mama, lahko odgovorim. In? Je pravkar videla. Torej, imela sem ožjega družinskega člana, ki je pravkar dobil otroka. Res že od 10-11 naprej sem imela to neposredno družino. Torej je Ne maram se pogovarjati z njim, ker napihuje mata in si je priboril pot naprej. ta tip. Ne, gledala sem jo z obrazom potrpežljivosti. Mogoče so isto stvar počeli 5 ur. Očitno je bila isti oblak kot mama, njena babica. Rekla je samo, da mama in oče ne živita njenega življenja. Ne, zdaj ne. Babica je. Ja, imeti verjetno ni prav, kaj ne? Ker vem, da je to obvestilo. To je isti naslov v oblaku, ampak ona ne ve. Torej bodo verjetno morali poskusiti poiskati naslov. Si to videla pri Davidu? Bil je isti oblak, kaj ne? Bilo je pozno po noči. Nimam občutka glede tega, ko vržem to žogo noter. Res sem končala. Mislim, da imam hladen jezik. Donovan. Njegov obraz pa mi je vseeno znan. Rad bi še enkrat pogledal, ampak nočem videti tega prekletega pogleda na njegovi zgodbi. Razumem, kaj hočeš povedati. Ja, bilo je res smešno to dejansko videti. Darwin? Lahko narediš posnetek zaslona, preden to izbriše. Mogoče bo to izbrisal. Poslal sem ti sporočilo. A ne? Med preiskavo. Detektivi so pregledali Kaylinin iCloud. 10. novembra, dan pred njenim umorom, je Kaylin poslala Simoni posnetek zaslona z zgrešenim klicem iz računa z imenom Global Kids. Sporočilo naj bi reklo: samo pogovoriti se želim. Kaylin je odgovorila prek Instagrama in rekla: lahko se pogovoriva, samo prepirati se ne bom s tabo. Preiskovalci so potrdili, da je Instagram račun Global Kids v lasti Donovana Faisona. Preskočimo na 16. november 2022, ko so preiskovalci obiskali Donovana v njegovem stanovanju. Hej, Kako si? Počakaj, ali lahko snamem svoj? Počakaj, ali lahko na hitro slečem hlače? V hlačah, prav, na hitro. Prav, kar bomo naredili je, da bomo na hitro stopili ven. Ja, Tako, pojdi. da te spravimo stran od vsega. Dobro, draga, v redu si. Hočeš, da sedim v avtu? Ni, ne bo me brigala. Samo obrišem, še nisem niti uspel obrisati. Rezno mislim. Rezno? Prav, prid sem. Vse tukaj, trdo bom delala. Samo hitro se bomo tukaj pogovorile. Vem, da me nihče ne slika. Razumeš? Ker vem, da je vsak drugačen. Začnem slikati. Že vem, kako in rad rečem bi. Sedela v avtu, gum. ker nočem, da ljudje Ja. poslušajo. To pravim. Ker nočem, da ljudje poslušajo. Ja, to pravim. A lahko grem počakati? Res hitro. Ni mi mar, če prijete noter, samo obrisati se hočem. Tam imamo kopalnico. Mislim, Nimam čevlja na sebi. Lahko ti priskrbim čevlje, če želiš. Tukaj. Hočeš, ja, on želi priti Ja, sem. imam kroce. To, kar pravim. Čakaj, tukaj pa bom šel po tvoje krose, pa pohitimo in te spravimo noter, nato pa te hitro odpeljemo na postajo, prav? Dogovorjeno? Počakaj, a želite govoriti z mano? Ja, sedim kar tukaj, samo nočem več, da bi vsi slikali. Razumem. Ja, bolje je. Sedeti v avtu je bolj udobno. Ja, ni pomembno, če pošljem prvega spredaj ali zadaj, ni pomembno. No, pa ne grem jaz naprej, ja. Torej, prosti, hiter. V redu, pojdimo do avta. Kateri? Nekateri izmed njih. Prav. Ja, ta, Kar. katera tukaj. Torej, najprej, sem preiskovalka dr. Jared Nettles. In hvala, ker ste prišli govoriti z nami. Prepričana sem, da veste, da je veliko stvari, o katerih bi rada govorila z vami. In ni se vam treba ničesar bati. Rekli ste, da ni ničesar, zaradi česa bi morali skrbeti. Ker so mi merili s pištolami name in vse to. Kaj je bilo to? Rekel sem, da grem ven, vsi merijo name s pištolami in vse. Ne, nihče nima nobene. Kje je tvoj avto? Si ga premaknila, oprosti. preiskovalci se pogovarjajo z Donovanom v policijskem avtomobilu in zdi se, da točno ve, zakaj želijo govoriti z njim. Zakaj misliš, da smo tukaj? Ker ljudje omenjajo moje ime zaradi tega, kar se je zgodilo. Prav, si govoril o dekletu, ki so jo našli v parku? Ja. Prav, povej mi, zakaj ljudje tako izpostavljajo tvoje ime? Ker so midva z njo včasih imela nekako odnos. V redu, je bilo to prijateljstvo ali spolno razmerje? Pojdimo. Spolno razmerje. V redu, kako dolgo jo že poznaš? Povej mi vse, kar veš o njej. Ne vem, kar se tiče vaju dveh skupaj. No, imela so samo nekakšno spolno razmerje. To je bilo kot
Torej je bila V bistvu, samo neka ja. oseba, s katero si Ja. se samo družil. Kdaj si jo nazadnje videl? Mislim, da pred približno enim mesecem. Ne. Nisem 100% prepričan. Morda nekaj tednov, morda en mesec. V redu, ne vem. Ne spomnim se. Kdaj si nazadnje sploh govoril z njo? Mislim, preko sporočila, telefona ali karkoli takega. Ne vem. No, če bi moral ugibati, Morda v začetku oktobra. v redu. Ja, nekje v začetku oktobra. Po Donovanu je njegova spolna zveza s Kaylinovo končala le zato, ker je že živel z drugo žensko, svojo punco. Kaj se je zgodilo, da je končalo vajino, recimo, kratko spolno razmerje? Nehala sva, ker kaj? Nehala sva, ker to je moja punca, veš, tvoja. Tako da, ne. Imaš priložnost. Ja. In tako so oni, no. Jaz sem rečen, no, nehal sem se zapletati z njo, ker je začela pisati moji punci. In potem je rekla, Veš, ja, dobivala smo se, potem smo se s punco sprla, na koncu se je odselila. In to je v bistvu ustavilo vse skupaj. Kdo se je na koncu odselil, ona? ja, videla Torej se sem je našo razjezila občinsko. nate. Ja, nekje. Zakaj se je odselila? Ker je zvedela, da sva midva imela spolno razmerje. Torej, bila je jezna, rekla je, odhajam. Ja, pa potem se je vrnila na naslednji dan. Sam hotela je razčistiti svoje. Razčistiti si v glavi. Kdaj je izvedla? Je bilo kot, Je bilo to avgusta. kako je izvedela? Kako je? Izvedla. Kako je izvedla? Jaz. Mislim, da je izvedla prek TikToka, nekaj tazga. Ne vem. Kateri od njih? Ena od njenih prijateljic, nekaj tazga je nekaj rekla. Kdaj si spoznal Kaylin in kako si spoznal Kaylin? Spoznala sem jo preko, Spoznal sem jo preko Instagrama. v redu. In potem sta se začela pogovarjati, veš. Ja, začela sva se pogovarjati. Ja. Preko zasebnih sporočil ali telefonske številke. Sta si izmenjala telefonski številki? Ne, nikoli nisem imela telefonskih številk drug od drugega. V redu. Mi smo Nikoli nisva šla tako daleč. v redu. In kaj? Kaj? Torej, začeli smo govoriti o Instagramu Ja, in smo Meti. samo malo. Spogledljivi. Povej mi, zakaj bi ljudje mislili in omenjali tvoje ime v povezavi s tem, veš? Kaj se je zgodilo v petek? Ker vedo, da so se včasih veliko dobivala. Ampak vem, da nisem bil edini, s katerim se je. Zato me v resnici ni preveč brigalo. Vem, da je govorila o očetu svojega otroka, da je bil jezen, vedno jo je prosil, naj neha govoriti z drugimi fanti in podobno. Res, v redu. Kako dolgo bi rekel, da v resnici poznaš Kaylin? Torej, odkar sta se začeli pogovarjati do trenutka, ko sta prenehali. Koliko mesecev bi rekel, da je to bilo? Ali let, ali kako? Ne vem. Ja, ne vem. Kaj je bilo to pred enim letom, pred 6 meseci, kot da si jo pravkar spoznal? Pred kratkim. Kako Poznal dolgo je sem vse jo to skupaj približno trajalo? takrat. Leto, v redu. Torej, sploh ni trajalo dolgo, to želiš povedati. In koliko časa si že z... Skoraj 2 leti. V redu. In vidva sta pravkar dobila otroka? Ja. Čestitke. Je fant ali punca? Punke. Punca. V redu. Kako ste jo poimenovali? Lepo. In ona je tam, ona je tam. Ja, ona je tam. Kako je? ona? Koliko je zdaj stara? Mesec in približno 2 tedna. Wow, še vedno je majhna dojenčica. 3 mesece, Kot sem rekla, cenim, da govoriš z mano, da si prišla sem in govoriš o z tem. mano. Vem, da je to kot, zdi se nekako kot, veš, Ja. kot prav. Da si prišel sem, moramo pogledati vse in vsakogar, ki je povezan z njo. In seveda, kot veš, da si prišel sem prostovoljno in poskušaš očistiti Ja, svoje želel sem si ime, očistiti to je svoje super, ime. veš. Ljudje so mi govorili, naj grem k njenim ljudem. Ne vem, ne poznam nobenega od njenih ljudi, ne maram jih, res nisem jo tako dobro poznal. Ja, torej praviš, spomni me, kdaj si jo nazadnje dejansko. Ne vem, Si govoril ne vem, z kdaj njo, bil je bilo dejansko in zadnji. kako je bilo? Je bilo vedno preko. Neposredno, bilo je. Ponovadi prek zasebnih sporočil. V redu. Kdaj sta se nazadnje pogovarjala? Je pogovor ostal na dobri ali slabi noti? Veš, kako Končalo ljudje? se je na, rekel bi, na kar dobri noti. Oba sva vedla. V redu. Oba sva. Kot, Vedela sva, oba sva imela otroka ali karkoli. Ja, v redu. Ali si vedel, da je bila noseča? Ja, vedel sem, da je bila noseča. Kako si vedel? Povedala mi je, Povedala mi je. da je bila noseča prek. Dama, v redu. In kdaj ti je povedala, da je noseča ali je mislila, da je to tvoj otrok? Rekla je, da je moj, pa je rekla, da ni moj. In takrat sem bil kar prepričan, da ni moj. Tako da sem bila... Bil sem kar prepričan, da ni moj. Zato me ni preveč skrbelo.
V redu. Je od tebe kaj zahtevala? Ali si kaj rekel, naprimer glede nosečnosti, kaj naj naredi, ali ji dal kakšen nasvet? Nekaj v zvezi s plavom, ampak to je to. To je vse, kar bi rekel. Torej, če ga je imela, ga je imela. Veš, jaz že imam otroka. Ja, Imaš enega? potem ja. Pusti pri tem. Nisi si želel nič od tega, kaj ne? To je preveč otrok. Mislim, če bi imel še enega otroka, bi imel. Ja. Ja. Nisi mislil, da je tvoj. Ker vem, da je ona to počela. Se je zapletala z drugimi ljudmi. Se spomniš prej, ko je Simone rekla, da bi se morala Kaylin srečati z Donovanom v Coastline Parku? No, pred detektivi Donovan trdi, da ni bil v Coastline Parku, odkar je bil majhen otrok, in celo trdi, da ima alibi za noč, ko je bila Kaylin umorjena. Ampak niso, verjetno so se srečala samo 2-krat, 3-krat mogoče kaj takega. Se pravzaprav ne spomnim. V redu. In potem, ko se je to zgodilo, jaz sploh nisem poznala. Je ne pozna, ampak ve zanjo. V redu. Sta se kdaj osebno srečali? Ne, nikoli se pravzaprav nista videli. V redu. Je bila Sierra kdaj v stikih z njo prek sporočil, je pisala prek zasebnih sporočil, sta se kdaj pogovarjali na spletu? Prepričan sem. Ja, prepričan sem, da sta si pisali. Mislim, da je Kaylin pisala, potem pa je Sierra začela postavljati vprašanja in bilo je, ni šlo za prepir, samo pogovarjali sta se. Mislim, da je hotela povedati, da pričakuje otroka, ki bi lahko bil moj. Nekaj takega. Ampak kdaj si se nazadnje dejansko družil z njo? Kateri mesec misliš, da je bil to? Ker vem, da si rekel, da se ne moreš spomniti, ampak... Je bilo to nedavno? Ne, ni bilo ravno nedavno. Res ne vem. Pravim, mogoče oktober, mogoče pred oktober. V redu. Kot pozno, ne zgodaj oktobra. Poznaš njeno prijateljico Simon? Si vedel za Simon? To je ena od njenih prijateljic. Ja, Tudi poznam, Monjo, mislim, njena bližnje prijateljice. Torej mislim, da je bila večina njenih prijateljic prepričana, da bi se moral v petek družiti z njo. Ne, nisem se družil z njo, niti nisem se srečal z njo. V redu, si se moral srečati z njo? Ne, nisem se moral srečati z njo, nisem imel ničesar z njo, nisem imela nobenega pogovora o srečanju, nič. In kje si bil potem v petek? Tukaj sem pazil otroke, prav. Moja punca, ona, je šla v Orlando. Torej si bil tukaj z dojenčkom. Ja, bil sem tukaj z dojenčkom. V petek? V petek zvečer. V redu, v petek zvečer, vso noč. Ja, približno takrat, ko sem končal z delom. Kje delaš? Tam v Beriju. V Beriju? Ja. Ob kateri uri ponavadi hodiš v službo? Je to jutranja izmena ali? Okoli. Recimo, običajno okoli 10. Zjutraj? Ja. Greš v službo? Ja. In kdaj prideš potem domov? Verjetno okoli. V petek, ob kateri uri prideš domov? Ne spomnim se, ob kateri uri pridem domov. Običajno ostanemo, včasih ostanemo dlje, včasih ne. Ampak približno ob kateri uri prideš domov? Ob kateri uri so prišli domov? Mogoče ob 5. Okoli 5. V redu. In kaj potem počneš po službi? Kaj jaz počnem po službi? Kaj jaz počnem po službi? Grem k mami domov za kakšno uro ali 2 in potem pridem naravnost nazaj sem. Kje živi tvoja mama? Tam na tistem območju, v sosedski Goldsboro. V redu. Ne poznaš njenega naslova? Poznam ga. Kakšen je njen naslov? Ali je to nekaj, kar vam moram dati? Samo sprašujem, samo želim saj veš, očistiti nočem tvoje dati. ime. Ja, Ne bom vem. šla govoriti s tabo, mama. Ne si tiče ti. To je odvisno od tebe, veš. Samo želim se prepričati, da je vse v redu. Bil Zato sem sprašujem. z mojo mamo, bil sem pri mami doma in prav, oni v redu, lahko poglejmo. to pojasnijo. Dobro, to je tisto, Ja, kar to je poskušamo tisto, kar jaz narediti. Vem, v redu. In potem sem bil sem tukaj, stari. Torej, bil si malo s svojo mamo. Ja, ves čas, verjetno nekje do 8, pol 9. Bil sem... Vem, da sem bil tukaj približno ob 8. V redu. In potem, takrat sem bil sem ves čas tukaj. Torej si Bila šel v sva službo, samo jaz potem in si šel v dojenček. službo. K tvoji mami domov. K mami domov, potem pa sem se vrnil sem. In ti prepričan si, da si bil nazaj tukaj do pol 9. Vem, da sem. Moje dekle. Pojasnim, v redu. Torej, tvoja dekla je bila tukaj in te čakala. Samo Ja, ti in tukaj, tvoja dekla sta bila tukaj. Tisti mali, usnjeni. Ja, morali Torej, bi, ko saj si smo edini, prišel ki živimo domov, si skupaj. začel paziti na dojenčka. Potem pa je tvoja punca odšla ali nekaj takega.
Ja, šla je ven z svojo prijateljico, njena prijateljica je prišla po njo in ste šli v klub. Prav. Torej si bil tisto noč samo varuška. Ja, pazil sem na otroka. Zdaj bi bil to dober trenutek, da bi Donovan detektivu pokazal sporočila, ki jih je poslal Kaylin, v katerih je razložil, da se ne more dobiti z njo v parku. A Donovan prizna, da je izbrisal vsa njuna sporočila. Rekel si, da ga imaš, nimaš njene številke. Ne, sploh nimam njene številke, nikoli nisem imel njene številke. Ona tudi nikoli ni imela moje. Ampak imel si jo na Instagramu. Ja. V redu. In potem si ji pisal samo v DM. Bi bil pripravljen pokazati nam, kdaj si na zadnje pisal na svojem? Nimam nas ali gospodične. Sporočila. V redu. Kaj se je zgodilo z njimi? Izbrisal sem jih, tisti od takrat, ko sem na zadnje prenehal govoriti z njo. V redu. Je to zato, ker sem bila tukaj? Mislim, ona. Če bi to videla, bi rekla, zakaj jo še vedno imaš v telefonu, jaz bi rekel, v redu, jo bom odstranil. Odstranjujem, V redu. Mislim, ne vem, če me je imela blokiranega, vem, da me je blokirala, pa odblokirala, da je lahko gledala mojo zgodbo. In potem me odblokirala. Tako da se ne spomnim, a me je imela takrat blokiranega ali ne. In ali imate doma kakšno orožje? Nimam nobenega orožja. V redu. Ste kdaj nosili kakšno orožje? Imate dovoljenje za Ne, precizno Morgan, nošenje ali največ, kaj kar sem imel, je podobnega? bila zračna puška. Največ, kar sem imel, je bila zračna puška. V redu. Zračna puška, to je vse. Ali ima Sierra kakšno orožje? Ona nima nobenega orožja. V redu, samo sprašujem. In potem, kot sem rekla, hvala še enkrat, ja, da ni ste problema. govorili z mano. Je še kaj, za kar mislite, da bi morala vedeti? Ne, ampak res si želim obrisati rič, še vedno razmišljam. Še vedno razmišljaš o Res tem? o tem govorim. V redu, razumem. Torej si bil nekega dne na stranišču. Sem bil na stranišču, vse, kar sem slišal, je bilo bum bum. Potem mi je povedala, da je v redu. poklicala policijo. Policija? Nisem nameraval več tega skrivati. Prišel bom ven. Resnično si samo želim obrisati si rit. Ja. Bil sem ravno na stranišču. Dobesedno sem pravkar sedel na školku. V redu, to je grozno. Oprosti, da smo prišli do tebe medtem, ko si bil na stranišču. Ampak kot sem rekla, res cenim, da govoriš z mano. In samo želela sem, veš, da te odmaknem od... Mislim, zato smo tudi predlagali, da gremo v Pizza Hut, ker ljudje vedno to tako obravnavajo. Instagramu. Veš, že vem, ampak nisem hotel, da bi to pristalo na Instagramu, dokler lahko očistim svoje ime. Torej, tvoj telefon si rekel, ne bi smel imeti nobenih sporočil med tabo in Kaylin, ker si jih izbrisal. Ja, izbrisal sem jih. V redu. Ali imata kakšne slike drug drugega ali pa nje? Nimam nobenih slik nje, ali naj skupaj nimam ničesar od nje. Torej, če bi pogledali njen telefon, potem, ker si ti izbrisal svoje sporočilo, v njenih zasebnih sporočilih ne bom videla, da si ji pred kratkim pisal. Pokazalo bo, da je bilo to že dolgo nazaj, ker veš, imamo njen telefon. Ja, prepričan sem, da ga imate. V redu, torej, ja, imamo ga, ker je imela telefon, torej v bistvu ne bomo videli, da si ji pisal ali karkoli takega. Ona ni videla najnega sporočanja. V redu. Torej, ali je Donovan govoril resnico? Glede na to, kar so detektivi odkrili med preiskavo, je odgovor ne. Sodni dokumenti navajajo, da je 22. novembra 2022 oseba, ki podaja to izjavo, govorila z Liro Ven, Kaylinino prijateljico, ki je povedala, da je bila s Kaylin zelo blizu. Lira je povedala, da je 14. septembra 2022 je Kaylin Donovanu povedala, da je noseča z njegovim otrokom. Donovanov odgovor je bil splav. 11. novembra 2022 je Lira govorila s Kaylin, ko je bila ta na poti v Tallahassee in je rekla, da se bo kasneje tisti dan srečala z Donovanom. Še ena Kaylynina prijateljica je potrdila iste informacije. Po nalogu za aretacijo Donovana, Kaylin je povedala Marimar, da je Donovan ves čas govoril, naj naredi splav, ko je izvedel, da je noseča. Na dan, ko je Kaylin opravila ultrazvok, je Donovanovi punci Sieri povedala, da je noseča. To je bilo nekaj dni pred umorom. Donovan je prosil, da bi se družil s Kaylin in rekla je, da je bila skeptična. Kljub temu, Donovan ni bil aretiran vse do nekaj mesecev po Kaylyninem umoru. 7. decembra 2022 so detektivi pridobili poročila iz Donovanovega telefona. 8. novembra 2022, torej 3 dni pred Kaylyninim umorom, Donovan je poslal sporočilo prijatelju, ki so ga identificirali kot Woody. V sporočilu Donovan napiše: Brate, ta B mi je pravkar poslala sliko črno-belega dojenčka pri zdravniku. Woody odgovori: Ne. Donovan odgovori: Ona mora biti odstranjena, prisežem. V vlogi je nadalje zapisano: Na podlagi tega sporočila oseba, ki podaja to izjavo, ve, da je Donovan Faison zelo nezadovoljen, ker mu je Kaylin poslala ultrazvočno sliko njunega otroka. Donovan nakaže Woodyju, da bo Kaylin izrezal iz slike in da je za njo konec. Nato priseže na bratov grob, da jo bo izrezal in da ne bo prizanesel ničemur. Nazadnje Donovan pove Woodyju, da je bil tako jezen, da je z udarcem naredil luknjo v steni, kar je skladno z luknjo, ki jo je podpisani opazil v steni hiše med izvajanjem hišne preiskave v Donovanovem stanovanju. Ampak poslušajte to. Donovana niso aretirali do 29. avgusta 2023, več mesecev po Kaylyninem umoru. Aretiran je bil zaradi 2 obtožb za uboj. 1 točka za Kaylin in 1 točka za njenega nerojenega otroka. Toda obtožbe so mu bile na koncu zvišane na umor 1. stopnje s predomišljajem.
Donovanu so sodili oktobra 2020 5. Porota okrožja Seminole pa ga je spoznala za krivega umora prve stopnje. Umor s predomišljajem, strelnim orožjem, uboj nerojenega otroka zaradi poškodbe matere s strelnim orožjem ob povzročitvi smrti. Poleg tega pa še vlom v prevozno sredstvo z napadom ali telesno poškodbo s strelnim orožjem ob povzročitvi smrti. Zaradi resnosti zločina je Donovana grozila tudi možnost smrtne kazni. 30. oktobra 2025 je porota z razmerjem glasov 11:1 priporočila smrtno kazen. 5. decembra 2025 je sodnica Donna Gurner Donovana Fasona obsodila na smrt. Spletni sodni zapisi pri floridskem oddelku za popravne zavode kažejo, da je trenutno zaprt v ustanovi Union Correctional Institution v Rayfordu na Floridi. Hvala, da ste poslušali to epizodo oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.